ena stvar mi je še zanimiva. Ne? Zdaj opazil sem, oziroma nekdo mi je tako omenil, da veliko cosplayerjev trenutno prihaja iz te okolice Maribor Ptuj. Pa ne vem, pa nočem reči, da je to glih na ključje. Kaj bi vidva izpostavila ali pa kaj je vajna teorija, da je to dejansko, ker imamo cosplayerje, veliko cosplayerjev imamo pač po vsej Sloveniji, ampak imamo veliko cosplayerjev, ki so top echelon, taki, ki pobirajo nagrade. Avstrija pa se bližje, ampak kako Avstrija pomaga recimo k razvoju cosplayerjev? Pač gor je ful dosti tekmovanj. Ja, pa dosti cosplayerjev te gori. Pa dosti cosplayerjev gori, pač imajo potem druženja, pač pa to. In oni ful hodijo Ani Night, Hanamikon, pač mislim, da redno se dogaja. To je zanimivo, high profile conventioni so gori. To je tisto. Ani Night, tako Andrej omenil, to je en izmed največji v Avstriji. Trenutno je Unicorn sicer bolj. Ja. No, ampak so pa veliki, to so conventioni, ki so že 20-30 let obstajajo. To so še... 10,000 obiskovalcev, ki je Mi smo bili dali na to. Ker Ani Night je zdaj bolj šel v to smer, kaj grejo pač dokumi pa te zadeve. Točno pač bolj music varianto hočejo narediti, Ja, samo kaj, ko je pol pela ona japonska pevka, pa noben z njih hajpa, Mi dva smo hajpala, Kaj, ne, se so pa stali. Ampak, ko Se je skoraj obesila, ne? Dobro poznate to sceno, dobro poznate to convention sceno v Avstriji. Kako bi rekla, da se razlikuje pač itak te največji od slovenskih in kaj manjka slovenskim, ker bi realno lahko poosebili pač tukaj, pa recimo še niso. Kaj recimo manjka? Ne, nisem, veš kaj bom tako rekel. V Avstriji je pač cosplay nekako že full integriran. Mi imamo highlight vedno postavimo cosplay, ne? Ja, kao kot glavno. V Avstriji ga pa nekako že integrirajo noter. To je normalno, se tam pri njih zdaj goste bolj... Zaradi tega, ker highlight je v Avstriji, naprimer na Ani Night je bil highlight AMV contest. To je res, Fusu ga izpostavlja. Simon hodi kar na vse konvenčne v Ja, Evropi. in se rekel, da so full gor pač Avstrija, AMV se Nemčija. zdaj začeli face postajati, Alfa in Omega. To je zanimivo, kako smo spet v tem ciklu. Saj Simon ima predavanje o tem na Mofu. Tako. Mislim, je omenil, Dejansko na marsikerem konvenčne, ne samo v Avstriji, tudi v Nemčiji. Pač to ful zdaj bolj izpostavljajo, pač naprimer v Nemčiji pa v Avstriji, To je nice. Zakaj pa bi rekel, da je Štajerska, tako se omenja pač tistega dela toliko cosplayerov. Ne vem, jaz osebno, pač moje osebno mnenje, da mogoče ravno zaradi tega, ker je toliko animejo že bilo od nekdaj predvajanih na nemških televizijah. Ne veš, tam smo imeli kontakt, ne. Recimo tudi, če gledaš tudi v Primorju je dosti cosplayerov. Tu je več vpliva. Ja, več vpliva italijansko, tudi Italijani smo imeli dosti prej konvenčenikov v Sloveniji. To je res, Teda obmejne bi lahko rekel, da so malo bolj, ker je dlje izpostavljeno sploh, ne. Mađari imajo tudi morda. Mađari imajo Mondokon, ki je pač predvsej velik konvenčen, ampak to je spet Mondokon mislim, da je celo edini. dvakrat letno. Celo. Mađari imajo kar močno Mislim, enkrat pomladi, pa enkrat je potem jeseni še. Poleg tega Unicorn, ki sem omenil, ki je zdaj največji, sicer po, ne vem, kako naj rečem, po layoutu samega eventa mi izgleda kot neka povečan Umiko, ker je v neki telovadnici, če se ne motim. Multiverzno, Ne vem, mislim, tako, kakor sem gledal iz slik, mi deluje, kakor da je ena velika telovadnica, v kateri so se... Čeprav letos bo celo 4 dni. Aha. Kaj? Ja, letos bo 4 dni. Medtem ko Ani Night je bil v Austria Center, ne? Mislim, da nekaj let nazaj je bil v neki piramidi, potem so dali v ta Austria Center in so Piramida je bil ful problem, ker je bilo ful razdobljeno. So bili ful na različnih lokacijah To so notri. vsi govorili, Ja, in je bilo pač dejansko so bili it was a maze, tisto, da si našel nekaj... kje imate v gaming room ali pa karkoli, ne? Ja, tam zadaj nekaj notri. Kje je? Če šel čez cel hotel skozi nekam... It's a treasure hunt. Dobiš mapo na začetku, veš, ko priješ prekati. To je bil problem, ker niso imeli, zemljevida ni bilo nastavljenega nekjer, in si potem dejansko iskal, si moral iti online iskati, tu je zemljevid. Google Maps najboljša lokacija. In je bilo ful problematično najti, ne. In je bilo si moral iti čez cel hotel skozi nekam, da si prišel pač do neke lokacije. Torej, po vajnem mnenju je bil zadnji Ani Night dejansko boljša lokacija zdaj, definitivno. Zanimivo, ker nekateri pa pravijo, mi imamo pa raj to piramido, ker je bil zraven hotel in si lahko šel direktno iz hotela na event. Ja, pač to je bilo pa tisto, ne. Tam si lahko dejansko na lokaciji imel ljudi, pač cosplayerji so bili dejansko
Tam? Ja. Slogo se sobe preoblekli. Ja, ne. so preoblekli Ja, sobe. se logično. Ja. Ja. Ime je boljše, ja, logično. Ampak saj, za letos govorijo, da bo pač ono V zgornjem ja, ja. nadstropju. Ja. Saj, to je čist na koncu eventa, zdaj smo skupaj sedeli, je povedal, ne vem, nekdo od glavnih organizatorjev je rekel, da naslednje leto bo v zgornjem nadstropju. Sicer je rekla v nemščini, tako da nisem čisto sure, da sem prav razumel, ampak To upam, sem DS prevedel. to je res, ja. Pač, Ja. da bo še večje. Baj. Mogoče Za- pač, ja? Za goste še pa trenutno ne vem, kdo so, tako da Ha, še ni še napovedano. niso še Ani objavili. naj se običajno dogaja kdaj? Septembra? Augusta. Augusta? Augusta, ja. Konec avgusta. Ne, zdaj na sredini nekje že. Sredine je Ja. že. To so se že malo prestolili. Je bil lani augusta? Je bil Ja, ja. Augusta. Jaz točen vem, kdaj Ker nisi šel zraven. Ja, točno tako. Jaz točno vem, kdaj ste vi šli, pa jaz nisem. Nekje 10. augusta, nekje tam. Torej, glih preden se šola začne, da še malo.